Se jaz te v bistvu razumem, ampak ja, neki komentarji so bili, da se te teži sliš, ampak ja, lej. Tako imamo, a ne, s to opremo v naravi. Hvala vsem, ki ste prišli spet, en mesec je okol. Jaša, dobrodošel nazaj. Ne? Hvala. Zdaj, 2 meseca pa pol je bilo kar natrpano in nisem noben videc, neč ruska. Ni problema, smo nekako pohendlani. Kako je v službi? Dober, to je bil ta zadeva, promotion cikl in neč bil uspešen promotion cikl, ampak malo sem zgubil, no, še dobro, da jih imam še vedno lastni. Čestitam, pa je bilo uspešno, ne? Ja, bilo je uspešno, ampak tako no, feeling je bil kar naporen. Veš kaj, hotel sem tebe vprašati, v bistvu, ko imaš puls na korporacijah, kaj se kaj dogaja? Mislim, tako malo me zanima, ko imaš največ stika v bistvu z velikimi podjetji. Lahko ti povem mogoče Horizon, kaj se maksimum dogaja, pa kaj se mogoče minimum dogaja v kontekstu investicij v prihodnost, ki je danes praktično AI ali pa Gen AI glavna stvar. Ne? Ja, se pravi, korporacije, ki so bazirane v Ameriki, oziroma imajo velik ameriški trg, ki ima tudi tam svoj office, so miles ahead v investicijskem ciklu to tehnologijo, v use casih, v produkciji, ki je že dela v tem, da zdaj že grejo nazaj na stvari, ki so v productionu, pa reče, tole je pa tale API call, je pa $500,000 zdaj šlo ven, moramo malo porihtati, da bo bolj cost sensitive. Se pravi, to dela full time, ne vem, 100-150 ljudi, ne. Recimo neke korporacije v recimo life science industriji v Ameriki, ne. In čist strateško in recimo ena firma v Angliji je prav rekla, da vse use cases za analytics, ki nimajo nič v zvezi z LLMs, so dal on hold, na stran in ne bojo naprej v to investirali. Tako da to je recimo na eni strani. Na drugi strani imaš pa korporacije, ki imajo večinoma evropske stranke in so pač bazirani v Evropi ali pa v Švici, pa imajo nek market, ki je ekstremno cikličen in nima toliko veze za tehnologijo direktno, recimo banke, ne, ki ima vezo z obrestnimi merami. In te banke so pa mogoče 3 stopnje vzadi, tako da niti še stvari nimajo toliko na cloudu, zelo počas, pa ful imajo preveč denarja, da bi karkoli naredili. Ne. Se pravi, tukaj moraš gledati firma, ki nima denarja, pa firma, ki ima veliko denarja, kako se stvari loteva. Jaz mislim, da na obeh koncih ta prave firme delajo velike premike. V kritičnih situacijah, pa v situacijah, ki imajo opcijo dosti stvari investirati. Medtem ko nekatere firme, ko imajo veliko denarja, se sončijo, ne delajo nič, ko pa nimajo denarja, pa še bolj kršijo stroške, pa vse stvari in pol tudi na te investicije v bistvu ne dajo pozornosti. Ne. Tako da imaš mix bag, je pa to sigurno vse skupaj v velikem vzponu. Ne. Če ima kdo vprašanje za Jašo, lahko kar, ampak zdaj se mi na pamet mi je prišlo to, v kaj investirajo točno? Recimo te firme, ki jih ti tretiraš kot bolj napredne, bolj dinamične, inovatorji, ki so, kaj v bistvu delajo zdaj na področju AI-ja? Ja, life science firme grejo tudi v kontekstu razvoja produktov, se pravi res core, se pravi, ti moraš gledati recimo neka substanca, ki postane na koncu neka injekcija za neko bolezen, karkoli, ima ta cikl ogromen in dolg.
In ful je nekih dokumentov, ful je neke regulative, nek report moš napisati, pa moš nekaj pogledati, a si v stiku z regulacijami, ki so še enkrat v nekih dokumentih in tako naprej. Se pravi, to je zelo natural, da vse ful je teksta tukaj in v to tudi vlagajo, da se ta cikl v bistvu skrajša za veliko. Se pravi, anticipacija je, da je nekoč bil ok, da bo en produkt prišel v 5 letih na trg, danes pa mi hočemo 10 produktov naenkrat razvijati, pa 2 prideta v 3 letih na trg. Recimo, ne. Se pravi, v to investirajo te life science firme, niti ne vem slovenskega, farmacevtske firme, no, tako po domače. Se pravi, zdravstvo, healthcare področje. Ja, po mojem, največ investira saj od naših strank, od naših industrij, farmacevtske firme so ene investirale ogromno. A tisto ste videli, ko je OpenAI, ta startup fund, pa Thrive Global, to je ta Ariana Huffington, ko so dali ven nek nov startup, ki se mu reče Thrive AI, neki Thrive Health AI, ste lahko probam najdete v bistvu to. A to novico ste videli, a je videl kdo? Ne. Aha, ok, sem mislil, da je bila odmevna, ki je pač in Sam Altman in Ariana sta v bistvu dala na X to objavo, ampak ne rabimo se o tem pogovarjati, če niste videli, ampak ja, je iz healthcare področja. Evo, kle sem najdel zdaj. Screen Thrive. V bistvu gre za nek healthcare app, ki ti v bistvu pomaga guide, therapist, mentor 24/7. Ja, verjetno nek tak dostop do. Klej vidim, da imaš še nek finance and career, personal growth. V bistvu, ja, nisem si dosti dobro pogledal, da bi vam lahko to predstavil, no, ampak. Zdaj si me spomnil, ne, v bistvu, Klemen. Jaz sem v bistvu za app, novico za app sem slišal, nisem se pa v bistvu, mene je pa šlo, kdo je zraven vključen, zato nisem prej prepoznal, ne. V bistvu je zanimiv koncept. Mislim, da smo se enkrat kar precej epizod nazaj pogovarjali v bistvu o tem, ne, da imaš ti nek AI, ne, ki v bistvu spremlja ful enih informacij, ki se tebe tičejo, ne, in ti potem pač dela določena priporočila, ne. Zanimivo bo pa videti, ne, če je Sam Altman tle vključen, a bo to mogoče tudi eden od teh startupov, tako kot se je v preteklosti zgodilo, ki so recimo predčasno dobili dostop do naslednika trenutnih GPT modelov, ne. Kakor ta Khan Academy, ne, to midva z Andrejem Fustrnova, so dobili, mislim, da pol leta prej GPT-4. Ne. Tako, ja. Sam pa nisem nič pametnega naredil. Mogoče bi še malo dodal, no, na to temo, ki je Jaša govoril. No. Jaz sem naredil tudi eno menjavo zdaj v službi, ne, tako da nisem več v Endavi, ampak sem po novem head of AI na Comtrade sistemski integraciji. Tako da se na nek način vračam na tale regijski trg, gre moj fokus. Sem pa tako opazil, no, tudi podobno kot Jaša, kar se tiče tujine, velik razkorak je med Ameriko pa Evropo. Zanimivo pa, no, da zaenkrat ne, bi rekel, moj prvi vtis je, ne, da je pravzaprav Slovenija, če jo primerjamo z širšo Evropo, pravzaprav glede uporabe generativne AI kar propulzivna, no. Tako, sem kar presenečen v bistvu, koliko enih projektov je tudi že produkcijskih po raznih firmah. Ene malo več govorijo o tem, ene so popolnoma tiho, tako da se niti ne ve, ne, da je mogoče tam en chatbot kar naenkrat postal bistveno pametnejši, kot je bil, ne.
Tako da se mi kar zdi, no, da bo na tak način ta tehnologija v bistvu vstopala v življenje ljudi, tako malo, včasih neopazno. Ne? Kjer use cases si pa videl v našem prostoru? Ker jaz pa, ne vem, ful hočem spremljati to, ampak ne pride nič pametnega ali pa tako večjega do mene. No. Pa me tako ful zanima, kaj si videl. Mislim, veliko je upravljanja z internim znanjem, torej razni interni pomočniki za odgovarjanje na vprašanja. Na drugi strani je podpora strankam, podpora uporabnikom, kar neki podjetji ima zdaj v bistvu z GPT-4o celo v bistvu podprte te chatbote, samo pač, ker mogoče niso naredili neke velike objave, da je to zdaj neka novost. Se pač zato niti ne ve, ne? Čeprav v bistvu dela veliko boljše kot kakšni predhodniki. Ne? Tako da recimo na teh dveh segmentih bo sigurno pač zdaj ena cela množica podjetij, po mojem, v kratkem, ki bo pa prešla na to tehnologijo. Potem bodo pa šli naprej, no, po tej lestvici, ne, potencialnih use caseov. Ne. A pa se ti zdi, recimo, Boris, kaj se meni, mislim, to je vprašanje za vse, kdo bo tukaj nekako zmagovalec? Ne? Ker seveda ta podjetja, ki delajo v tej verigi čipov in vsega tega, logično, da grejo v stratosfere. Ampak ko pogledaš pa ostale industrije, ki so nekako uporabniki, pa mogoče kaj customizejo, pa kakšen svoj use case naredijo, a se ti zdi, da ta tehnologija bo naredila nove zmagovalce v, ne vem, avtomobilski industriji, v farmacevtski industriji, v, ne vem, mehanični industriji, v teh klasičnih industrijah, ali v bistvu bo to tehnologijo samo vse industrije integrirale, ampak ne bo prerešetal, kdo je na vrhu, kdo je lider? Mislim, jaz bi rekel, no, da bomo imeli primere podjetij, tudi obstoječih, ki bodo na pameten način ogromno tega implementirala in bodo v bistvu, bom rekel, potiskala tehnologijo naprej. No. Torej, jaz imam recimo en tak miselni model. Ne. Če si predstavljamo te procese v podjetju, na nekaterih točkah so v bistvu ozka grla za rast, ki so včasih pač tudi preprosto povezana, ne vem, da naprimer ni dovolj ljudi na tisti točki v procesu. In zdaj, če bodo uspešni pri tem, da bodo prepoznali, katere so te točke, pa pač te ljudi, bom rekel, opolnomočili ali nadgradili, augmentirali, no, z sistemi umetne inteligence, pa sprostili pol ta ozka grla, po mojem, zelo hitro zrastejo. Ne. Taka podjetja. Mal kasnejši fazi pa jaz mislim, da se tegnejo pojaviti neke oblike podjetij, ki bodo v bistvu skalabilni SP, ker bo mogoče to en človek ali pa mogoče 3 ljudje, ki bodo z uporabo tega teha v bistvu lahko neverjetno veliko nekih storitev ali pa produktov prodali, ne? In posledično lahko zrasli kar meni so zanimive te primerjave recimo z social media. Ne? Pač kako v bistvu, ko se je ta tehnologija pojavila, na začetku ljudje niso vedeli, kaj s tem, pa so se pa recimo pojavili posamezniki, ki pravzaprav imajo enormno gledanost, veliko bolj kot kakšni tradicionalni mediji, lahko ustvarijo veliko večje prihodke na tak način, in podobno se utegne tle zgoditi. No. Mogoče ne glih jutr, ampak kmalu. Simon, kaj ti vidiš kot konsultant? Tako čisto isto prvo vprašanje, da ga zaključimo. A si me slišal, Simon? Ne, sorry, še enkrat. Ja, ne, kaj ti vidiš kot konsultant na trgu? Kjere use case, ki se pokriva zdaj trenutno? Mislim, ta del nekih teh mikrofirm, ko je zdaj Boris nazadnje omenil, to se meni zdi, tudi tukaj bo ful. Tega že zdaj recimo v marketingu dost vidim, da je ful nekaj te produkcije, pač kreativ za oglase, zdaj že pač popolnoma generirajo in kar naenkrat pač to pomeni, da
je s predvsem manjšimi ekipami lahko narediš veliko. Se mi zdi, da je malo ljudi, ko razmišljaš dosti radikalno tukaj, to bi ta one-man marketing department ni še čisto, ampak pač je pa definitivno to nek trend, oziroma pač bolj pričakujem, da mogoče res v neko bojo ne toliko zdaj, da bo v prvi vrsti to, da bi se velikosti teh oddelkov začele radikalno manjšati, ampak bolj tisti pač neki start-upi, ko bojo, pa mislim, ne start-upi, mogoče v tem nekem klasičnem pomenu, ampak te neke nove firme, ki nastanejo, ki bo res zelo malo ljudi naredile ogromno. Da se bo to zgodilo, to sem pač popolnoma prepričan, ker je tukaj še vedno toliko stvari, ko je samo rabaš narediti good enough, ne vem, pa lahko delaš razliko nekaj drugega, od raznih landing page pa tako naprej. Ne rabi biti vse perfekt. Sploh recimo v enem delu, ko poskušaš iti od 0 do 1, ne rabiš biti perfekt, mora biti samo good enough, da lahko vidiš, ok, cool, imam zdaj product market fit, ali ga nimam, potem grem naprej. In tukaj je, če lahko tle, po drugi strani pa ne vem, za en velikostni razred zmanjšaš stroške, to bo imelo zelo radikalne, po mojem, posledice za to, kakšne firme bojo nastajale, pa kaj vse je mogoče. Tako da tega dela sem ful navdušen. Kar se tiče pa drugače, je pa ena stvar, ko jo zdaj vidim, je, da je precej ohlajanje glede tega prvega navala, ne vem, ala Copilot, podobne stvari, tudi recimo pač pri developerjih je bilo par mesecev nazaj, recimo je bilo tako še skoraj vsak, bi že mi uporabljal full Copilot, pa če tega ne uporabljaš, pa si pač zastarel, pa tam za nasmetišče zgodovine. Zdaj pa, ko se kaj pogovarjam z raznimi kolegi, je pa ta uporaba pač predvsej dol upadala in po mojem, da tega bomo tudi na širše, da bomo to videli. Tako da recimo to, ko je Boris omenil, ne, argumentacijo za ta case sem jaz pač tako dokaj beriš. Mislim, da tukaj je ena tistih stvari, ko je bilo pač tako, da je bilo na prvo žogo, pa se zdaj skaže, da ni toliko zelo, ne prinese toliko prednosti, kot smo mislili. Tudi recimo, če se ste po mojem ste videli tisto, ko je Goldman dal neko tako pač intern memo ali karkoli na AI-ju, ko so bili tudi tako zelo, pač oziroma glede LLM-ja, pa so bili zelo zadržani glede tega. In tukaj pač mogoče, dobro, ti se bilo malo preveč radikalno za moj okus, ampak definitivno vidim nekaj podobnega. Hkrati pa pač, kar pa jaz nestrpno pričakujem je pa, da bomo počasi začeli dobivati orodja, ko bojo AI first, v tem smislu, da bojo pač vzeli AI kot danost, pa se bojo potem vprašali, ok, kako pa to zdaj spremeni UX, pa vse pač razne affordancije, ki jih ima produkt, kaj lahko naredimo drugače. Tukaj pa mislim, da bo nastalo nekaj ful velik zanimivih firm. Vse Klemen Milo so se o tem že pač veliko dosti pogovarjali, tako v raznih drugih kontekstih, kako vse se more UX, oziroma se more, pa se lahko UX spremeni s tem, kar imamo. In tukaj pa pač pričakujem, da bo prišel nek tak nov, ne vem, recimo temu generacija orodij, ki jih imajo ljudje zelo radi, ali ne vem, pač v prejšnji generaciji tega bi bil, rečemo, Airtable, pa Notion, pa tako naprej, ko so neka orodje, ko grejo v eno področje, kot če bi nekdo rekel, tako stari, to je popolnoma zasičeno, ker tukaj nimaš kaj, ampak hkrati je pa dejstvo, da je celo področje tako, da ni nobenega resnega zmagovalca, ker imajo vsi toliko velike razne omejitve glede UX-a in podobnega. In tukaj pa nekdo, ko bo pač res ena stvar zamislil, popolnoma AI first, vidim, da bi lahko pač predvsej zanimivih stvari nastalo. Ampak to po mojem smo še tam, ne vem, vsaj ne pol leta še preden bomo nekaj takega resnega videli. Vsaj za zdaj ni tako, mislim, vse so neke te stvari, ampak nekaj zelo prepričljivega ni. Mislim, to malo tudi pač malo traja, malo se moraš igrati, pa morajo biti tudi ta pravi ljudje, ker to je pač problem AI-ja, mislim, oziroma LLM-ja zdaj, tako da je po eni strani, ali imaš ljudi, ki so pač tako toliko brutalno inženirji, da enostavno večina teh ljudi nima neki zelo feelinga za produkt, pa za ljudi, pa za vse to pač kako narediti nek tak human produkt, ali imaš pa pač tiste neke te podjetnike, ko skačejo iz vsakega hypa, pa so bili prej pač tam en let nazaj so bili še, ne vem, kripto ali pa nekaj takega, zdaj so pa AI pa tako naprej, pa so tudi spet ljudje, ki delajo produkte brez feelinga. In zdaj pa pač rabo pa nekaj ta, da pridejo, recimo temu humanisti, pa naredijo neke dejansko pač hude produkte, ki bojo res izkoriščili, pač kako AI premeša karte glede UX-a. Ful dobri pointi. Izvoli, Boris, imam jaz tudi pol. Ja, ne, sem tako istočasno z določenimi pointi Simona se ful strinjam, nekatere vidim ful drugačno. Zdaj bom začel s tem, kaj se ful strinjam. Po mojem nam res manjkajo nam kvalitetni AI produkti, ker recimo jaz mislim, da ta trenutek večina interakcije z generativno AI poteka prek neke vrste chatbotov, ne, je v bistvu nek relikt preteklosti. Ne. Pač v smislu, to je samo en potencialen način. In recimo, če pomislimo, kakšne interakcije imamo z ljudmi, recimo, ne nikoli pomislili, da bi se hotel z nekom po lastni izbiri vedno pogovarjati samo prek nekega tekstovnega četa, ne, kjer moramo vse sami noter tipkati. Support je tako, recimo.
Ja, no, ampak mislim, če bi lahko kako drugače, bi si verjetno izbral kakšno drugo možnost. Ne. Predvsem pa to se mi zdi, te pomočniki, kopiloti in podobno, ne, so zamišljeni kot da je to že nek general AI, ki dela vse, ampak ti v bistvu kot uporabnik ne veš točno, kaj vse dela, pa kako vprašati to stvar, ne, kaj sploh pričakovati od nje. Jaz pa smatram, ne, recimo, da dober produkt je taka, ki ti veš točno, kaj ta produkt dela in kaj lahko od njega pričakuješ, in je nekdo premislil, kako za ta namen to uporabniško izkušnjo narediti čim bolj prijazno in učinkovito in tako naprej. Ne. In tle mislim, da je veliko prostora za razvoj takih v bistvu produktov, ki bodo sicer tehnološko bodo uporabljali iste tehnologije, ampak tako, kot je Simon rekel, ne, nekdo, ki zna razvijati produkte, bo okoli tega pač naredil izdelek. Ne. Bi pa še to rekel, no, kar se pa tiče kode in v bistvu uporabe v programiranju, ne, jaz mislim, da vsak, ki ima pomisleke zdaj, da se s tem ne da delati, pač enostavno recimo samo more preizkusiti od Antropika Claude 3.5 Sonnet model, ki je v bistvu prišel, kdaj je bil releasen, 21. junija, mislim, da ali tam nekje. Res je korak naprej. Ne. Trenutno za ta namen mislim, da je najboljši, ne. Tudi boljši od GPT-4o definitivno. Ne. In zanimivo je pa tudi, ker so dodali drugačno uporabniško izkušnjo. Ne. Ni zdaj samo nek chat, ne, ampak v bistvu ti mu daš navodilo, kaj ne naredi, in potem na desni on v bistvu že kar proizvede nek artefakt. Ne. Zdaj to je lahko dokument, lahko je pa tudi kakšna pač aplikacija ali kaj podobnega, in skratka sproti vidiš, kaj nastaja. Ne. In potem lažje mu daješ navodila, kaj ne spremeni in tako naprej. Ne. Ja, v bistvu s čim se ne strinjaš v bistvu, Simonom, s tem za Copilota, ne pa s temi pripomočki? Jaz mislim, da tle v programiranju, da tle imamo kontinuiran proces, vedno več ljudi to uporablja, pač mogoče ne delajo velikega booma s tem, ampak so dejansko ful bolj produktivni. In jaz mislim, da je to samo ena od tistih stvari, ki v bistvu se dogaja, potem pa v eni točki ljudje prepoznajo, ojoj, to se je zgodilo. Ne? In kar naenkrat bomo imeli recimo po moje podjetja, ki so se ukvarjala z enim takim zelo, bom rekel, repetitivnim razvijanjem stvari, ki bodo kar naenkrat ugotovili, da skoraj ne more več novega posla dobiti. In mislim, da se to se zdaj dogaja počasi. Zdaj se mogoče to zaznava, kakor samo, še kar nekako naprej imamo neko krizo, ni to povpraševanje na trgu, ampak pol v eni točki bo pa kar, po moje, da bi odrezal. In tisti, ki ne bodo na to pripravljeni, se ne bojo imeli fajn. No. Ker težko je pa to spremeniti z danes na jutri, cel poslovni model. No. Jaz mislim, da recimo, ko pogledaš, kaj se rekel za te developerje, ko pogledaš malo na katerih teh velikih job borzah in, ko bi rekel, teh marketplacih, billboardih, ki pač so oglasi za developerje in tako naprej, vidiš, da so rejti malo padel, da je lažje zaposlovati kot kadarkoli, in dejansko je tukaj malo tega efekta tudi, da za kakšne stvari ne rabiš več toliko ljudi. Ne. Tako da ta crazy salary boom, ki ga je imel Big Tech, se mi zdi, da se je malo zaustavil in tudi zmanjšuje se tudi headcount. Mogoče bi sam še komentiral na to poročilo od Goldmana, ker v bistvu v jedru tega poročila je bilo, da so pogledali investicije, ki so bile narejene recimo v AI infrastrukturo, na drugi strani so pa pogledali prihodke, ki so ustvarjeni z recimo tem nekimi AI rešitvami, in pač mislim, da so prišli do neke nore številke, koliko 600 milijard, po moje? 600 milijard je bilo investicij, kaj 10 milijard, 20 milijard je pa max nek revenue. S tem, da kar jaz mislim, da se tle dogaja, ene par usporednih stvari. Pač po moje, ena podjetja, ki tudi so po moje najbolj informirana in verjamejo, da smo res na poti v nekaj, kar bo popolnoma transformirala svet, še naprej s polno paro vlagajo in they don't care, da pač zdaj mogoče naslednji mesec tudi enega evra s tem zaslužijo, ker pač verjamejo v širšo zgodbo. Po drugi strani pa res mislim, da marsikatero podjetje je pa investiralo zdaj v to infrastrukturo, recimo v grafične kartice, pač ker so šli na ta vlak hypa,
pa so pa ugotovili, da v bistvu sploh ne rabijo trenirati teh modelov. Ampak da v bistvu lahko uporabljajo modele, ki so bili že natrenirani. Istočasno pa, to je pa povezano s prejšnjo točko, ne, to dejanski use case, ki bi zahtevali inferenco, torej, da ti prideš do teh produktov, pa da ti v organizacijah te dostope razširiš, to pa je v bistvu en zelo močen človeški faktor. Tako da po mojem lahko zdaj v tem mestnem času se to zgodi, da je v bistvu presežek računske moči na voljo na trgu, ampak mislim pa, da ne bo to trajalo zelo dolg. Pa tudi mogoče niti ne bo tako hudo, ker dokler obstajajo te veliki igralci, ki še kontinuirano kupujejo. Ne. Ampak ja, trenutno recimo lahko za 50 centov na uro sem tudi videl, nekje najameš recimo H100 grafično kartico. Ne. Veš, kaj meni jasen, Boris? Recimo vsi te vložki, ki grejo zdaj v treniranje modelov, zadnjič sem glih poslušal pogovor s tem CEO-jem Antropika, kaj že Dario Dario Amodej. Prvič sem ga poslušal, ful mu je všeč njegov tako res, bil sem impresioniran. Ampak je rekel, da za nov model, da približno 10 milijard stane, da ga natrenirajo. In kaj meni tukaj ni jasen je, zdaj recimo, lahko govorimo o tem novem modelu od Antropika, to sem itak hotel govoriti z vami, če ste ga kaj probavali, ampak ni mi jasen, zdaj je prišel ven ta Sonnet 3.5, ki je hitrejši, cenejši, pa boljši od prejšnjega steka Antropikovih modelov, se pravi, to so bile verzije 3, in zdaj tiste modele stran vržeš, ali kako, mislim, jaz zdaj ne razumem, porabiš 10 milijard za treniranje modela, potem pa čez eno leto ga vržeš stran, ali ne, mislim, ne vem, to mi v bistvu ni jasen, ekonomika tukaj. Ja, mislim, to je v bistvu dober point, pač težava, kaj je tukaj, je pol tisne, da kaj pa se bi zgodil, če pa Antropik prejšnjega modela ne bi na trgu, ne bi naučil. Ne bi ga bilo na trgu, noben ne bi vedel za njega. Tako da v bistvu vzemeš si 5 let, Boris, zdaj si vzemeš 5 let, pa daš 50 milijard v trening modela, pa si neznana firma, pa ga čez 5 let releasaš, ne vem. A misliš, se itak, veš, toliko so te leaderboardi, toliko je transparenca, globalizacija, jaz mislim, da čim bo en model po vse benchmarkih najboljši, boš hiter znan ratu, se mi zdi. Ja, mislim, po moje ni za podcenjevati, kakšni deleži v bistvu tega denarja, grejo v bistvu v neke vrste inženirski know-how. Recimo inženirski know-how, ki ga ima po mojem zdaj OpenAI, čisto glede tega, kako take modele na taki skali spraviti v produkcijo. To je nek know-how, ki ga v bistvu tekmeci zelo težko dobijo. Tako da v bistvu, ja, jaz mislim, da je saj za teh nekih največjih igralcev pač trenutno tako poslovno okolje, da če želijo kontinuirano graditi ta know-how in če želijo ostati relevantni, potem v bistvu morajo imeti na voljo v danem trenutku modele, ki v bistvu so close to the top ali pa on the top, ampak noben pa v bistvu ne porablja tega denarja, zato ker pričakuje return na to zgodbo v roku enega leta. Pač basically zdaj zasledujejo cilj, kdo bo prvi, ali pa med prvimi, ki bo razvil te AGI sisteme, in na nek način usmerijo potem naprej, kako se bo transformacija sveta dogajala. Ampak kaj se mora zgoditi, oziroma kaj ti moraš videti, ali pa vi morate videti, da boste zdaj rekli, to je pa zdaj ta AGI. A veš, ker te predikcije so 2.40, pol 2.35, pol 2.27, pol je že tukaj en reče. A veš, kaj mislim, se pravi, kaj je sploh tukaj benchmark? Mislim, to je meni čisto jasno. Mislim, definicije so različne, in pač jaz mislim, da ljudje bodo začeli ta koncept bo ratu bolj oprijemljiv, ko bodo dejansko videli, da se bo, pri njihovem vsakdanjem delu, da bo stvar ratala tako razširjena,
da bo ekonomska vrednost tega pač popolnoma taka, da jo ne bo možno zanikati. Da v bistvu bodo določene stvari, ki se bodo pač dogajale popolnoma avtomatizirano. Ne. Drugače pa jaz si predstavljam, če bi šli zdaj 10 let v preteklost, pa recimo nekomu iz tistega časa pokazali, recimo Antropikov, ta zadnji model, bi tisti človek takrat smatral ta model za AGI. Mislim, vsaj velika večina ljudi, ki bi pač takrat sploh vedela za ta pojem, bi verjetno rekla, da je to neke vrste AGI. Ne? Jaz to malo drugače razmišljam, Boris. Jaz mislim, da bi večina ljudi takrat, oziroma ta model bi Turingov test prestal, ne? Se pravi, ljudje pred 10 leti bi verjeli, da je od zadnji človek, se pravi, ki jim vrača odgovore. Sam pojem ne bi bilo jasen, kako lahko hitro odgovarja. Ne? Ampak generalna inteligenca, ne? Ti mu hitro daš en task, ki bi ga dal človeku, ki je na drugi strani četa, in te modeli hitro pogrnejo. Ne? Nek task je multilayered. Se strinjam, absolutno, da noben od teh modelov ni ta trenutek še to, da bi rekel, da je generalna AI. Ampak, a veš, ljudje tudi pogrnejo, ne? To je problem, pa ljudi pa smatramo za neke vrste general AI, ne? Simon, izvoli. Jaz mislim, da ne bo nikoli nekaj trenutka, ko bomo rekli, ok, zdaj imamo AGI, da še v bistvu, ko bomo imeli super inteligenco, takrat bomo pač bo jasno pa nedvoumno, da smo prišli nekam naprej. Drugače pa točno tukaj Boris rekel, vedno se bo premikal, kaj je standard, proti kateremu to merimo. Mislim, jaz bi tako, če bi odgovoril na Jašino vprašanje, če si svojega vidika, ko bo en izmed modelov bil sposoben narediti strategijo pa vse potrebno za pripravo novega, boljšega modela, takrat bi jaz rekel, to je AGI. Se pravi, ker zdaj v bistvu te modele delajo ljudje, ki so izredno inteligentni, izredno sposobni, mogoče najbolj sposobni ljudje trenutno na svetu, v Antropiku pa v OpenAI-ju in podobno. In oni delajo nove modele. In jaz mislim, da bo še enkrat lahko prepustil to samo modelu, da naredi nov model, to je za mene general AI in pol zelo hitro si tam, kaj je Simon rekel, super pač intelligence. Mislim, en tak dost preprost kazalnik je, kdaj boš mogoče lahko dal modelu neko nalogo, in on bo potem sledil tej nalogi in služil denar. Pač, to mislim, da tegne biti nek tak premik, recimo, ko bo model lahko zaslužil v nekem obdobju 100,000 evrov, naprimer. Z nečim, jaz pa Andrej imava že AGI. Ampak, veš, avtonomno, Pač avtonomno, da midva ne bova rabila biti v procesu, se pravi. Mislim, veš, v smislu, da boš ti pač samo dal nalogo mogoče, da naj naredi neko podjetje, ki bo v bistvu služilo nek denar, in v bistvu bo model sposoben vse te taske narediti sam, potrebne za to, da imaš nek digital marketing. Mislim, te pravim, da bo to general AI, ampak takrat bodo ljudje mogoče malo bolj, ko bo ta ekonomska komponenta bolj razvidna, bodo pogosteje pripravljeni reči, da je to dejansko zdaj to. Andrej, ti, ki si bil, kaj si bil star, 10 let, ki je bil .com bubble. Mogoče bi mogel koga starejšega vprašati, ampak tako me zanima, zdaj tako spremljamo to in vidijo, kaj je 2 trilijona je market cap tega podjetja. Mislim, da je 4. največje oziroma najbolj vredno podjetje na svetu. In to se je zgodilo v zadnjih 2 letih ali pa v 1 letu, predvsem. In jaz sem tudi teh par reportov videl od Goldmana, pa Sequoia Capital sem videl, ki že nekateri namigujejo, pa na X-u je to vsak dan, natovcevanje, da je to že nek bubble oziroma da smo že v nekem mehurčku AI-ja.
ki ga primerjajo s tem .com mehurčkom takrat. In ja, kaj se je takrat zgodilo? Ne? V bistvu internet je mnogo bolj uporaben danes, kot smo si takrat lahko zamislili, ampak je bil hype prehiter, pa vrednosti podjetij so bile prehiter napihnjene in pol se je sesula. A kaj razmišljaš o tem? No? Tako, malo me zanima, ker vem, da si tudi delal na področju teh notranjih komponent, računalniških, pa vem, da poznaš grafične kartice. Pa tako. Ja, to je zelo težko reči. To je neka taka klasična, vedno uganka, ki pravi nekako, da market lahko ostane neracionalen dosti dlje časa, kakor si ti lahko likviden. Tako da lahko je to šele čisti začetek. Ja, lahko smo pa tik pred zlomom. Mogoče je realnost nekje vmes, ne? A veš, sej za Nvidio se je rekel, da je v balončku že 2018, ki je ful velik del prihodkov so dobili z prodaje grafičnih kartic rudarjem, ne? Takrat za Ethereuma. Ja. In so vsi v bistvu svarili pred tem, prav spomnim se, da je delnica Nvidije prenapihnjena in da kdor zdaj drži delnico Nvidije, ne jo proda, zato ker je naredil zelo lep donos. Pa če bo kdo zdaj pogledal graf od 2018 do zdaj, bo videl, da je bil to zelo slab nasvet. Tako da zelo težko je to napovedati. Jaz mislim, da smo vseeno mogoče malo bolj na začetku te AI neke revolucije. Ne? Mogoče bojo to zdaj neki cikli, pa ta prvi cikl je mogoče zdaj za nami, pa neka podjetja zdaj razumejo to, nekatera bojo mogoče čez nekaj časa. Ampak se mi zdi, da tudi zdaj smo v takem obdobju. Ne? Poletje je vedno tako mešani signali prihajajo iz trga, ne? Ker je folk malo na počitnicah, pa pozornosti na drugih stvareh, bolj v nekem uživanju, ležernem preživljanju časa, pa se pol v jesen spet nekak stvari malo bolj realno pokažejo. Jaz mislim, da smo na začetku tega. Zadnjič mi je bilo ful zanimivo, sem bil na Radiu 1 v tem jutranjem programu, ki ga vodi ta Denis Avdić, in hotel so govoriti o AI-ju. In prva stvar, ki me je ful presenetila, preden smo sploh šli v eter, so mi vsi tam rekli, da kaj je zdaj s tem AI-jem. Ful je bil nek hype na začetku, pa GPT je prišel ven, pa ful se je o tem govoril, pa vse službe bojo propadle, ne bo več služb. Zdaj pa, Klemen, zdaj pa je kar to malo zamrla, ne? Zdaj se nič ne dogaja. In to me je kar tako zadel, jaz sem obraten občutek, ne? In potem sem rekel, ok, jaz sem v nekem mehurčku, ampak ne temu napihnjenem, ampak mehurčku informacij, pa mehurčku stvari, ki jih spremljamo, ne? In prav zadel me je to in jaz mislim, da nismo niti na začetka nekega tega babla, kjer bi tudi retail ljudje ali pa ne vem, splošna populacija ne vem, ali vlagala v to, ali hajpala celo industrijo. Ne? Takrat sem se v bistvu zavedel, da večina populacije ne spremlja, kaj se dogaja in niti ne zaznava, da bi se kaj posebnega dogajalo. Ne vem, kakšen imate vi feeling. Mi smo itak v tem noter, ker se skozi o tem pogovarjamo, dnevno razmišljamo. Ampak ja, se mi zdi, da navadni ljudje niso imeli še stika za res pravga z nekimi takimi aplikacijami, ki bi jih res zbudila, no? Tako bom rekel, prav zbudila. Ne? Mislim, splača se pogledati, kakšne te rezultate, kakšnih anket, ki jih delajo, recimo, koliko uporabnikov določene starosti. Ne? Mislim, a si ti izven fokusa, Boris, čist? Ja, ne vem, kaj se dogaja. Ja.
AI ne zazna face tvoje. Ja. Moja bolj kamera. Moja bolj optika švahno. Ja, ne, mislim, tako velik razkorak je, ne, recimo, koliko starejših to uporablja, pa koliko mlajših, ne. Tako da pol v bistvu kakšne te malo bolj radikalne spremembe, a ne, tudi pričakovati, da jih bodo v bistvu, da jih bomo videli tam, a ne, kjer so mlajši ljudje udeleženi, naprimer v šolah, ne. Jaz mislim, da no, sicer pa ti in Andrej tako dobro veste, ne, kako se v bistvu izobraževalni proces pa učenje spreminja na ta račun, ne. Tako da plus, recimo tukaj je tudi ena stvar, da meni se zdi, da ni za podcenjevati tega impakta, ki ga ima danes tehnologija na ekonomska življenja ljudi in neka neenakost je tukaj in velike politične spremembe se dogajajo posod po svetu. In tukaj se mi zdi, da je nek del populacije v različnih državah, ki nekako enač njihovo slabšo stanje, pa ne grejo gor, z to je tehnologija kriva. In se mi zdi, ko ta tehnologija prihaja še bolj na plano, je sigurno del populacije, ki ima tehnologije dost, ki je zasičen s tehnologijo, ki ne mara tehnologije, ki hejta tehnologijo, ki hejta te CEO-je, ki hejta vse to. In v bistvu tukaj se tudi to nekako mal skriva vmes, da recimo nekdo tega ne follow ali pa karkoli, ne? Ja, samo vsi imajo pa smartphone, ne? Po mojem čisto vsi izmed teh, ki si jih omenil, ki sovražijo tehnologijo. In kle je verjetno en tak point, da ti sicer sovražaš stvar, pa ti je nelagodno, ampak ko priješ čez točko, ki ti toliko lajša življenje ali pa take efekte, da ima tehnologija, jo boš adoptal, ne? In jaz mislim, da nismo tam za jajom, ne? Da bi večina populacije šla čez to točko, kjer si ne moreš zamisliti življenja brez language modelov, recimo. Ne? In verjetno tukaj to je povezava na tisto prvo debato, ki smo imeli, da ni še aplikacij, ki bi nekako to približala ljudem. Ne? Sej, a ne, če spet se navežem na internet, jaz mislim, da takrat je bilo tudi to razmišljanje ful koristno, ki ga je Simon omenil. Ti si uporabil izraz AI first aplikacije. Ne? Se pravi, tudi takrat, ne, zmagovalci so bili tisti, ki so internet first upeljali v poslovne procese. Ne? Se pravi, recimo primer Amazona. Ne? Da ti rečeš, to je zdaj e-commerce, to ni commerce. Ne? To je zdaj e-commerce in vse se spremeni zaradi tega. Imaš pa pač trgovine, ne vem, Walmart, ki pa reče, ja, mi imamo to mail, ampak boš lahko naročil na internetu in to je to. Ne? Se pravi, to se zdaj dogaja. Se mi zdi, da ta prvi level je, tako, ko imamo procese, mi bomo zdaj elevated procese za to tehnologijo. Drugi nivo bo pa prišel, ko bojo prišla podjetja, ko bo rekel, vržemo vse stran, kaj zdaj v tem novem svetu lahko naredimo drugače. In to po moje, za to razmišljanje je potreben preskok. Ti ne smeš biti umazan v umu s prejšnjim svetom. In to je zelo težko narediti. Ta preklop, da reče, zdaj bomo pa čisto drugače naredili, ker zdaj lahko, zdaj imamo pač to tehnologijo na voljo, kaj prej ni bilo. Ena stvar je tudi tukaj čista tako skoraj poetično, da je pastu, kjer je stvar padla zaradi hypa, ker je pač nastaja ta ekvivokacija med LLM-ji pa med AI-jem, ko je tako pač dobro, LLM-ji so en mehen košček sestavljanke, ampak verjetno to ni vse, kar je AI. In zelo pač, kar mene ne bi čudili, je, da pač tukaj outcome na koncu tega, da LLM-ji bojo postali, da pač so v bistvu porinjeni v nek infrastrukturni layer, ki sploh ne bo viden ljudem. In z tega pač je nesmiselno vprašanje, pač ja, zdaj, a vidite, ali pa pač kako je AI spremenil, oziroma LLM, kako so spremenili življenje, ker je to nekaj, kar enostavno ne bo vidno večini ljudi, še vedno pa bo nekaj, s čemer bo jih večina nevedente reagirala, ampak bo tam, ne vem, 3 layerje zakopano od spodaj pod tem, kar je. Pa
s tem malo tudi sorodno to vprašanje, a je zdaj, a je nek bubble ali ne, tudi čisto v tem nekem recimo finančnem smislu. Jaz mislim, da ne, zato ker je dejansko Nvidia je edina, ko je tako resna hypa, nimamo še pač tega, da bi v bistvu večino hypa, oziroma pa kamor gre zdaj denar, gre pač privatno na razni visi pa tako naprej, ja, pač tam mečejo denar stran, ampak dobro, to je njihov problem, medtem ko public, ne, torej javni trg ali karkoli, pač so pa relativno še zaenkrat se mi zdijo tega izolirani, oziroma tudi tam, če ste videli, ko je Dell imel svoj quarterly report in so bili pa tako, ja, se pač tam vlagamo full AI, ampak v bistvu pač generira pa absolutno nič profita, jih je pa takoj so jih trgi kaznovali, tako da nekaj taga full se mi zdi bubbly obnašanja ne vidimo. Zdaj, samo pač Nvidia je outlier, ampak tukaj tudi, že če odštejemo to, da ena stvar je ta dirka proti AGI-ju, ki že prej pač Boris omenil, ko po mojem bo še pač dosti dober porabnik še tako za kar nekaj prihodnih let hardware, ampak če to odmislimo, ena stvar, ko se zdaj pojavlja, je recimo, ne pač, Apple je to naredil bolj prominentno, je ta pač shift, da se en del kompjuta izvaja client side. Ker tudi pol, pač, se zdaj dobro, primarna ideja tukaj so telefoni, ampak ni pa težko si zamisliti, da pol kar nekaj tudi postane mikavno, da imaš nek tako malo bolj resen dedicated hardware, ki ga imaš pri sebi, za pač del, ki ga imaš pri sebi, plus da offloadaš večje stvari pol nekam v cloud. Tako da tudi neki te hibridni modeli lahko se kar nekaj pač nek nov trg, ko bo pač huge samo zato, ker bo podelal dobršen del pač long taila. Ko zdaj, ja, to, da pač zgradiš si nekaj tako relevantno tam farmo, da boš lahko treniral nekaj te nove LLM, ni ravno realno za večino firm, ampak to, da imaš pa tam, ne vem, enega, dva, tam stol, pa nekaj tacga, pa da delaš en del kompjuta pri sebi, ostalo pa pač delegiraš temu večjemu service providerju, to pa popolnoma vidim to prihodnost, da bo postala dokaj samoumevna. Kere znake bi pa mogel Jaša, recimo ti videti, da bi Saj ne vem, kakšno je tvoje mnenje, a je zdaj smo v nekem hypu, bablu, a so stvari precenjene, kakor so v realnosti pokazali? Sej v bistvu finančni trg je konstantno za nekoga precenjen, za nekoga podcenjen, zdaj kdo bo tukaj določil, mislim, to se mi zdi je pomembno vprašanje, da veš, kam investirati, ampak ni to v bistvu ključno vprašanje. Jaz mislim, da je bolj pomembna stvar, da ko pogledaš, kaj bi bilo za nekaj, da bi pa to bilo resne. Ta tehnologija, ko bo na enem res visokem nivoju, ko bo impactful, se bo sigurno uporabljala v geopolitične namene, v cyber attack namene, v namene v bistvu vojne. In ko bomo videli nek tak impact, bomo rekli, ok, tole pa nemogoče bi bilo narediti brez te tehnologije. Ne? Se pravi, tukaj vidim, da to je že zdaj v laboratorijih raznih držav, tudi to, kar si videl, da je OpenAI dal na svoj board bivšega, mislim, da CIA, nekega, ne vem, CEO-ja skoraj od CIA, to zdaj, NSA, ko bo to, NSA, sorry, ko bo to šlo do tega nivoja, da zdaj smo pa že res blizu nekih težkih premikov, bojo to prevzeli secret državni organi in pač se bo začela neka nova AI vojna. Ne. Tako da jaz bi rekel, da bo to sigurno viden signal. Kdaj bo pa to, pa ne vem. Boris, zdaj si pa čist v Ja, vedno bolj sem. Vedno slabši si stari. Ja. Jaz mislim, da je to nek AI hologram. Boris je outsourcil nastopanje na podcastih. Ali pa ga AI hoče zredirati počas, ker takole bo šel v blur in pa ga ne bo več. Ne, veš kaj, mogoče se je sam čas se je razcepil, ne, in zdaj bi jaz počas bledim iz unga. Ne, se je važno, da imamo zvoka. Ne. Ja, ok. Claude Sonnet 3.5, Andrej, Jaša, Simon, a ste kaj uporabljali? Malo me zanima vaš. Itak benchmarki so zunija, ne, pa je boljši od 4O-ja, tako kot je Boris rekel. Jaz se že nekaj časa z njimi igram, pa tudi UI mi je všeč od Antropika, vse kar delajo s temi projekti, pa Artifacts, ki jih je Boris omenil.
Tako da, pa zadnjič sem poslušal tega CEO-ja, kot sem omenil, a ne, tako zelo mi všeč ratuje vse skupino. Ne vem, a ste s kaj igrali s tem? Jaz se nisem igral, sem se pa igral z Elonovim modelom. In mi je veliko bolj všeč zaradi različnih razlogov kot OpenAI ali pa bog ne daj Google model. Zakaj? A malo poveš? Ja, glej, jasno je, da svetovni nazor je v teh modelih skrit in ni fora teh modelov, da se zdaj sprašuješ, a je ta politični kandidat dober ali ni in tako naprej. Ne? Ampak če pa se malo sprašuješ res kot z neko osebo, da se pogovarjaš o razvoju sveta, bi bila pa ta oseba, če bi bil to model od Elona, zelo drugačna oseba kot model od OpenAI, pa definitivno drugačna oseba kot model od Google. In jaz sem bližji takim osebam, ki bi bil Elonov model. Ne? Tako da jaz mislim, da malo se poigraš, pa vidiš, da je dosti drugačno. In to te v bistvu ful skrbi, da so te vodilni zdaj... Ne, mene to nič ne skrbi. Jaz mislim, da vse ima nek cikl, kakor so ideje, kakor so filmi. Recimo, če ste vi gledali film Grease, ki je John Travolta igral v koncu 70-ih. A ste gledali ta film? Briljantina, po slovensko. Briljantina, bravo. Jo, to, če bi ti imel zdajle Jaša takole nazaj, to bi bilo dobro. No, ok. Poleg tega, da je John Travolta tok hud v tem filmu in pleše in svašta, sploh nisem vedel, da je on to včasih tudi bil. Pa recimo Barbie film, boš videl, koliko se je spremenil, ne vem, mišljenje, kultura in to, ne? Ampak to so samo eni cikli. In zdaj smo mi v enem ciklu, ki gremo iz leve strani, malo bolj proti middle strani. Ne? In tukaj tudi vidiš v teh modelih, da v bistvu se že nekako spreminjajo in kaj je bilo politično nekorektno, zdaj že ni več nekorektno in tako naprej. Ne? Tako da to je tudi zanimivo opazovati z interakcijo pri modelih, kako pride v tehnologijo nekak politični nazor. To se mi zdi ful pomemben point in tudi pač je, da če dalje bolj bo pomembno, da tudi razpadla ta uporaba na dve situaciji. Na eno, kjer ti v bistvu je nek zaprt sistem, kjer pač ti vneseš vse informacije ali pa vse znanje, ki je relevantno za to, da priješ do neke rešitve. Ta del je pač neproblematičen, tukaj mislim, da bomo imeli tako neke kvazi deterministične vse pač, kakor te tehnologije to omogoča. Pa na drugi strani pa vse tisti, kjer pa pač je efektivno tudi nek vnos znanja od zunaj, kjer tako ali drugače pač ali direktno stvar nekaj ve ali Google zate ali karkoli, te so pa pač zelo triki. Se tudi tako pač ne vem, večina vas je to verjetno pozila, tudi sicer pač Googleovi rezultati recimo zadnje leto pa pol postajajo absolutno neuporabni. Wikipedija tudi postaja čedalje bolj politizirana in se stvari pač brišejo in spreminjajo in se delajo drugačni poudarki in tako naprej. In tega bo čedalje več. In je, pa tudi tako, ko začneš razmišljati, pa malo gledati, je ogromno področji, ki so pravzaprav na nek način lahko v neki sferi pač političnega nekega delovanja ali pa nekega političnega boja. Pač dejansko karkoli se dotika zgodovine, absolutno, plus še pač kar nekih drugih področji, ne pol že težko najti nekaj, ker pač, mislim, jaz se vsem redno zahvaljujem, vsem svetnikom, da pač sem ohranil svojo fizično knjižno kolekcijo, ker tam pa cele stvari so nek snapshot, kakor je bilo pač naše razumevanje na neki točki, ki je pač nespremljiva. In zdaj tudi lahko pač, mogoče ni neučinkovito, ampak whatever, lahko brskam po knjigah, pa vsaj pač vem, da mi ne bo tam nekdo spodmaknil tal pod nogami, sem pa zaradi nekega političnega boja, ko se me sploh ne zadeva, ko je tam, ne vem, 5000 km stran se nekaj dogaja, pol grejo nekaj spreminjati. In tega pač, recimo po Wikipediji, vsaj pa če bi se recimo ful potrudil, vidiš, da se nekaj sledi pa to, ampak bolj, ko gremo, ali pa ne vem, Google, dobro, ti dajo rezultate, pa lahko sam med njimi izbiraš, ampak pač tukaj pa izgubimo v bistvu oboje to dvoje, ne? Če imaš pa ti uporabljaš nek LLM za to, da ti dejansko vnaša novo znanje, je pa stvar popolnoma netransparentna. Ne, kako je pač do tega prišlo, ne do zgodovine, nekega razmišljanja do tega prišla, dobro, se laga tam pač malo pritiskaš, ne ti pove, ko in kaj, ampak spet praktično gledano tega v neki normalni uporabi ne dosežeš. Tako da, ta pomislek, ga je moj Jaša, tako pač v tem pomami se bomo še mi v prihodnosti se bomo še ful veliko pogovarjali, ker bo tako postali
sam slabi. Se tudi spomnite, mislim, da je bilo prejšnji, ko smo se pogovarjali, ko je bilo tisti neki nasveti, kako se ubiješ, če si tam neki Google slabo, je pač dobro, to je bilo nesrečno pa tako naprej, ampak je model pač strukturno, je pa ta problem ostal. Dobro, to je bilo zdaj pač toliko velika anomalija, da je nespremljiva, ampak pač neke take bolj drobne manipulacije, pa po mojem, da bo pač enostavno vse čas in tukaj se pa pač jaz bojim, da mi vsaj ne vem, absolutno ne vem, recimo se ne čutim, da imam neke mehanizme, ko se lahko proti temu dosti dobro borim. Morda nekaj, ne vem, kaj jaz vem, moji otroci ali pa še neka generacija zatem bo že razvila nekaj, pač ko bo tudi vzgojen tak način, da bo imeli nekaj varovala, ampak mi smo pa, ravno to, ko bomo mi pri temu nemočni, ko so, ne vem, boomeri proti Facebook mimom, ki je tudi pač tudi tako, ne, morišče tam, kako se jih lahko manipulira z mimi, absolutno ista stvar se bo pač nažalost tudi nam zgodila. In to je netrivialni issue. Dobro, vse, kakor je pač drugi stvari, ki grejo narobe, pač Bog pomaga, je tle še ena zraven, ampak to ni za tega zanemarjati. Ja, v bistvu ful pomembna debata, pa ful dobri pointi. Pa mogoče čist tehnično bi zanimalo, Boris, kako do tega pride, recimo v nekem Googlu, ki je tak ekstremist glede tega, ne? Se pravi, oni natrenirajo LLM, pa kaj, neke uteži spremenijo, ali tako ga adjustajo, ali ga spromptajo od zadaj, da, ne vem, hočejo ujeti nek bias in pol mu dajo bias. Ne? V bistvu je problem za večino teh, bom rekel, politične pristranskosti LLM-ov je ta reinforcement learning. To je v bistvu faza, ki se zgodi potem ne takoj ob samem učenju, ampak pol v bistvu, ko model generira recimo neke odgovore na vprašanja ali pa pač kakršnekoli vsebine že in potem v bistvu človeški anotatorji v bistvu označujejo, katere od teh zgeneriranih vsebin so v bistvu bliže njihovim nekim preferencam ali pa smernicam ali pa tako naprej. Ne. Tako da v bistvu je pač posledično končna različica LLM-a zelo odvisna zdaj od neke organizacijske kulture, od politične usmeritve anotatorjev, nekih smernic, ki so bila napisana. Samo pač po drugi strani pa v bistvu ni te modele težko tudi pol, ki so že naučeni, vkolikor imamo recimo dostop do njihovih uteži z dodatnim treningom, pa pač v čist drugo smer usmeriti. Tako da jaz osebno mislim, da je to samo po sebi, da imajo pač te modeli neke biase noter bistveno manjši problem, kot pa mogoče se dojema na prvi pogled. To, kar mogoče mene malo bolj zaskrbljuje, je lih ta, ko bodo te modeli prišli v drugačen način interakcije z ljudmi. To, da recimo zdaj imaš tam en chat, ki ga nekaj vpraša sem in tja je eno. Zdaj recimo, če pa te ta model lahko pokliče po telefonu, pa v bistvu se pogovarja s tabo, pa tako naprej, je pa to nekaj čist drugega. In recimo to je zdaj ena taka stvar, ki je premalo v bistvu zavedanja, po mojem, nasploh med ljudmi. Tudi med uporabniki teh chatov. Recimo, dosti ljudi ne ve, da obstaja OpenAI mobilna aplikacija, kjer v bistvu se lahko glasovno pogovarjajo s ChatGPT-jem, naprimer. Jaz sem prav radoveden, če bi gledal statistiko od uporabnikov, kakšen odstotek jih prav ve to. Ja. Andrej, imaš ti kakšno misel na to temo biasov v LLM-ih? Ja, veliko sem zdaj razmišljal, ko sem poslušal. Strinjam se s Simonom, s to analogijo boomerskih mimov na Facebooku. Po mojem bo to ful ratal prevalentno takrat, ko bo LLM zamenil ta klasičen search, se pravi takrat, ko ti ne boš več, ko folk primarno ne bo več šel googlat, ampak bo šel, ne vem, kako bi temu rekel, ChatGPT-at. In takrat bo to tako full force, se pravi, tisti, ki bo imel večino, bo narekoval, katera ideja, mogoče politična, filozofska, je v ospredju. In
s tem se bo dal ful dobro manipulirati. Ne. In verjetno bojo pol neke države, ki niso toliko, kako bi rekel, demokratične, bojo tako, kot zdaj nadzorujejo internet, a ne bojo lahko nadzorovale pač te jezikovne modele in tako svojo propagando uveljavljale, da rečemo. Jaz mislim, da se to utegne predvsem zgoditi, če bomo šli v smeri omejevanja dostopa do te tehnologije. Ker z tem omejevanjem dostopa ne povečujemo ta razkorak, ne, kako lahko politični režim pač v bistvu vpliva na to, kaj posamezniki lahko naredijo. Ne. Zdaj, jaz drugače mislim, ne, da pač dostkrat, ko je govora o manipulacijah ljudi, sploh v politiki, se stvari zreducirajo na to dol, da posameznik v bistvu nima dovolj časa ali pa volje, ali mu pa kaj drugega manjka, da bi lahko res si temeljito pogledal, kako pa so res stvari, pa šel v globino in tako naprej. Ne. Zdaj, jaz mislim, ne, da pač če inferenca s temi modeli rata tako poceni, da ima vsak posameznik lahko tam v bistvu v vsakem trenutku 100 researcherjev, ki v bistvu stalno pregledujejo fakte in jih ocenjujejo, a so smiselni za posameznika, a so res ali niso in potem to znanje nekje pač odlagajo za njega. Ne. Jaz mislim, da je pol tazga posameznika rata ful težko manipulirati. Ne. V bistvu lahko ga manipuliraš tako, da ti vlagaš v denar, v boljši model, ki ga bo pripričeval stvari, pa bo bolj brihten od vseh teh ostalih njegovih pomočnikov, sem to pa stane v bistvu velik, ne. Če hočeš to delati z milijoni ali pa celo milijardami ljudi. Ne. Tako da v bistvu po moje v svetu, kjer so sistemi umetne inteligence lepo enakomerno razporejeni med politično različno usmerjene skupine, politično različno usmerjene posameznike, v bistvu je po mojem manipulaciji pravzaprav lahko manj, kot jih pa danes. Ne. Ampak recimo danes je manipulacij, a pa včeraj, a pa prejšnjo leto, je manipulacij več, kot je bilo pred internetom, ali manj? Več. Ful dobro vprašanje. Mislim, po moje več. Več, ne? Strasti. Jaz nimam spomina, bil sem, 5 let star otrok, jaz vem, nisem vedel nič v 90-ih, ne. Tako da ne morem reči, ne. Ampak, če je več danes, ne vem logike, kako bo pa zdaj spet manj, ker imamo še več tehnologije. Tako da jaz mislim, da tehnologija pa resnica sta dve stvari, ki ne gre ta čisto toliko skupaj doskrat. Ne, veš kaj po moje, zdaj mislim, da živimo v enem takem času, ki je v bistvu specifičnem v tem oziru, da proizvajanje vsebin je zelo ratalo enostavno. V bistvu vsak posameznik ima glas, lahko, bom rekel, daje vsebine v eter. Zaupanje ljudi do nekih tradicionalnih inštitucij je padlo. Istočasno pa tudi zaradi te poplave vsebin mi imamo v bistvu ful malo pozornosti pa časa, da bi se v posamezno stvar lahko poglobili. Ne. Tako, jaz mislim, da je tle ene par faktorjev prišlo skupine, ampak ne vidim pa, da bi nujno umetna inteligenca kot tehnologija v bistvu to nujno poslabšala, ne. Ker jaz bolj tako vidim, ne, načeloma, če gledamo malo širše umetno inteligenco, ne, kako si predstavljamo, kako bi izgledal svet, če bi v bistvu vse posodilo več inteligence. Ne. Mislim, tako, če daš tehnologijo, v bistvu, če jo gledaš kot način, kako augmentira ljudi, ne, en vidik je v bistvu tudi ta, da ljudje z uporabo te tehnologije v bistvu postanejo skupaj z njo bolj inteligentni. Ne. In zdaj tipično bolj inteligentne ljudi, ne, vsaj povprečju mogoče, je težji manipulirati. Ne. Tako da, ne vem. Jaz nisem tako prepričan, da bomo šli v to distopijo glede manipuliranja. Se tudi jaz nisem v bistvu prepričan, ne, ampak... A smem mogoče jaz do kontrapoint dati? Mislim, ful mi je bilo zanimivo, ker ste vsi rekli, da je več manipulacija, ne, se pravi. Novejši kot je čas, ne več je manipulacije, to sem nekako slišal. Ne. Sam tako, če pogledamo nazaj, ne, v zgodovini, se pravi pred izumom tiskarskega stroja, ne,
ti si v bistvu imel neke avtoritete, neke centralizirane, kako bi rekel, prevodnike, recimo prevodnike do Boga. Ne? Jaz, župnik, zna brati Biblijo, večina populacije itak ne zna brati, knjige niso na voljo. Jaz mislim, da je takrat več manipulacije. Ne? In pol mi damo zdaj knjige ljudem v roko in ful idej pride. In pol pride do vojna, ne? Ker se te ideje med sabo klešajo in to je verjetno normalno. In vemo, kaj se je pol zgodilo. Ne? In zdaj z internetom bi isto rekel. Ne? Prej so imeli te mainstream mediji spet centralizirano moč nad informacijami, nad interpretacijo realnosti, lahko temu rečemo. Danes imajo ful manj moči, ne, in zgubljajo moč. Ne. Vse to se vidi, že podcasti, recimo, neodvisnih ustvarjalcev. Skoraj karkoli lahko daš ven v eter. In jaz mislim, da ni tako jasno, da je več manipulacije. Ne. So pa močnejše sile, mogoče to. Tukaj je po mojem, da pri vseh pač celoten ta, če gledamo log tehnologije, od pisanja naprej, pa potem tisk, pa internet, pa že prej, množični mediji, je nekako v bistvu imaš dve, ko pač silnice grejo v dve smeri, ko pač imaš nekje ravnovesje med obojnimi. Eno je to, da pač je dostop do informacij. Ta se recimo vsaj pač do zdaj načeloma se je boljšal. Internet definitivno pač temu ne moramo porekati, se pač je izboljšal dostop do informacij, tisk pa je ravno tako. Druga smer, pač druga dimenzija je pa hitrost formiranja nekega konsenza. In ta je pa tista, kjer stvar postane problematična. Ker tukaj se pa vračamo na to, lahko še enkrat zadnji stavek, Simon. Torej, pač ena silnica je pač samo dostopnost informacij, to se pač načeloma se izboljšuje in tukaj sem dokaj tehno-optimist. Ampak druga smer je pa hitrost nastajanja konsenza. In tukaj pa nastane problem. Ker tukaj se pa zdaj vračam na to, kar je Boris izpostavil, ne, da sej pač ni problem v tem, da ne, pač problem je v tem, da smo ljudje leni v razmišljanju, da ne gremo vsega sami. Razmisliti, ampak pač vzameš, tišče že naprej, pač bolj ampak tudi bolj, ko je stvar zapakirana že vnaprej, bolj, ko je pripravljena vnaprej kot neko oblikovano prepričanje, bolj bomo to vzeli in ne bomo šli iskati po teh informacijah, ko so na voljo. Zato je pač to dvoje med sabo. In tukaj recimo zdaj pač internet je prinesel tako hitrost oblikovanja konsenzov, da je od tukaj jaz vidim, da pač nastaja predvsej več misinformacij, ker je enostavno lažje dobiti tisto kritično maso konsenza, da vsaj neko skupino ljudi v nekaj prepričaš. Ker če pač vedno so ljudje odvisni samo tega, kar bojo šli sami prebrati, razmisliti, je formiranje nekih novih prepričanj dost počasno. Ampak, čim pa pač jim ti na pladnju pa nesi ta prepričanje, pa lahko dosti hitro premakneš. In tukaj pač, da se pa to zgodi dosti hitro, pa rabiš dosti veliko, koordinacijo, ki jo pa ravno pač te tehnologije tudi dalje bolj prinašajo. In tukaj je tudi pač, zakaj, kje vidim zavratnost, recimo LLM pa tega je ravno pri tem, da ni problem v tem, a so informacije na voljo ali niso. Problem je v tem, da je toliko priročno, da enostavno ne grem se spraševati za vse pač korake tam. In z tega je bil nek tak, recimo, bolj neokrnen internet, rečemo, poznih 90 nekaj takega, je bil pač superiorno v tem smislu. Tam si mogel še vedno ogromno eforta vložiti v to, da si pač skupaj nabral razne drobce znanja in si sestavil sliko, ampak to sliko si lahko sestavil si samo ti sam. Zdaj pa bolj, ko je to že pač naprej zapakirano in z LLM je še pač to dva velikostna razreda boljš, bolj večji je ta problem, da je potem kaj gre noter v to, kar je ti pač že naprej nekdo sestavil mnenje ali pa pogled na eno stvar. Ja, jaz sem tukaj, sicer strinjam se, da dostop do informacije je vedno večji, pa ljudje, en tvoj point je bil, da ljudje ne grejo globje v neke tematike. Jaz pa mislim, da glih recimo porast teh teorij zarot, kjer ljudje grejo zelo globoko v eno tematiko, ampak je ta tematika pač na neki veji, ki bi bilo treba odsekati, recimo, mentalno mislim odsekati. In internet ti ponuja možnost, da totalno zabluziš tudi, in to je pač dostop do informacije, zdaj, kjere so prave, pa kjere niso prave, jaz mislim, da tukaj bo imel vedno večji problem.
Sej imamo en zelo naraven eksperiment, ki se je naredil v zadnjih 2-3 letih, 4, kaj sem karkoli. Ne vem, koliko so kaj uporabniki Twitterja, pasivni, aktivni. Ne vem, a berete Twitter? Ja. Ok, to me zdaj zanima. Kakšna je vaša uporaba Twitterja? Oziroma, kako dojemate, kaj se na Twitterju piše, ne vem, od takrat, ko je Elon Musk mar tole prerešetal? A se vam zdi, da je ta Twitter mečken drugačen, kot je bil? Meni osebno se ne zdi drastično drugačno. Meni se zdi drastično drugačen. Osebno. Verjetno imamo drugačen feed. Ja. Mogoče, ampak kakorkoli moj feed, kar je bo prej, pa kar je danes, se mi zdi, da ta overtone window, se pravi ta okno, kaj je ok reči, kaj ni ok reči, se je spremenil. No? Zdaj več, ok. Vprašanje je, v kakšni meri je to samo povezano s spremembo lastništva ali pa v bistvu s spremembem v širši družbi, ki so se dogajale. In jaz mislim, da se je overtone window družbe kot celote v tem času precej razširil. Ja, pa tudi njegovi policy so se spreminjali od tega, kaj se sankcionira, kaj se ne sankcionira. Ne? Tako da sigurno... Lahko da oboje, ja. Mislim, jaz mogoče lahko rečem, jaz zelo veliko uporabljam Twitter, ampak tako, mogoče na mal drugačen način kot večina uporabnikov. Jaz v bistvu sledim določenim ljudem in potem v bistvu gledam samo, jih imam v grupi in gledam samo, kaj objavljajo te ljudje v grupi. Skoraj nikoli feeda. Je pa res, da vsake toliko pa tudi preizkusim, ker hočem tudi malo primerjati, kako kakšna je uporabniška izkušnja, in to pa bi lahko rekel, da se je precej izboljšala. Torej, imam občutek, da trenutno, pa sem bil že tudi pred Elonom, intenziven uporabnik Twitterja, občutek imam, da je trenutni feed bistveno bolj odslikuje objave teh ljudi v tej grupi oziroma objave, ki jih jaz lajkam, kot je bilo pa to prej. Občutek sem imel, da prej je bilo veliko več vsebin, nekih splošnih, nekih flame warov, ne vem česa, ki so preleteli na ta feed. To je čisto moja izkušnja. Jaz tudi Twitter. Ja, sorry. Izvoli. Mislim, jaz tudi tako Twitter uporabljam full, ostale social medije skoraj nič, ampak sem tudi kot Boris, večino moje uporabe Twitterja je prek listov, ker se meni se življenje ni nekaj drastično spremenilo, odkar je Elon prevzel. Stvar UX je malo boljši, stvar deluje malo hitreje, malo manj kot tako neke random gliče, čeprav še vedno dosti pogosto gliča, ampak se pa tudi strinjam s tem delom, ko je Boris rekel, tako če zdaj gledam ta For You ali karkoli, ko je nekaj recommended feed, je dejansko relativno dobro odslikuje, mogoče ne nujno moje interese, ampak definitivno nek dober snapshot, recimo tega, s čimer sem v zadnjem času največ interagiral, karkoli. Tako da se mi zdi, da neke te preference pa ujame dokaj dobro, pa tudi recimo surfe razne take dosta obskurne akaunte, ko jih prej mogoče ni nujno toliko dobro, karkoli. Tako da iz tega vidika se mi zdi, da je precej bolj. Obviously je nice, da je bistveno manj cenzuriranje, kar pomeni, da če greš kakšne probleme, take malo bolj fringy, edgy stvari, se ljudje bistveno manj samo cenzurirajo, kot so se prej. Ta del tukaj tako da mogoče iz tega vidika ne toliko tako vsebine, ko so ok, ampak samo recimo, kak je pa nek ta celokupen vibe, če hočete karkoli, je pa, se mi zdi pa, da se je pa precej spremenil in je neka večja sproščenost, kot je bila prej. To si super povzel, to sem jaz hotel povzeti, pa nimam tega dara povzemanja tazga, kot ti. Celokupen vibe. Koliko lepa slovenska beseda, pa angleška zraven. Poezija si. Snemal sem za Nick Bostromom epizodo, pa zdaj recimo za na konec bi vsakega od vas vprašal, ker smo glih tole tematiko zdaj imeli. Well-being ali pa blaginja, kakorkoli jo kdo od vas razume, čez 10 do 20 let bo generalno večja zaradi AI tehnologije ali manjša na planetu Zemlja. Pa lahko začne Jaša, pa Andrej, Simon, pa Boris. Ja. Blaginja bo po številkah
ne vem, BDP-ja in tako naprej bo večja, logično. Psihološka blaginja. Psihološka blaginja ljudi bo manjša. Jaz mislim, da temu svetu ne primanjkuje inteligence, primanjkuje mu smisla pa duševnosti. In se mi zdi, da ta AI nima tukaj kaj preveč za reči, tako da jaz mislim, da mentalna blaginja bo skoraj ziher manjša. Okay. Andrej? Mislim, če bo vsak lahko imel vrhunskega AI psihoterapeuta, ne, bo blaginja dost večja. Tja, težko reči. Na splošno bi rekel, da bo večja. Bom mal optimističen, ampak verjeten z vmesnimi kriznimi obdobji, tako reči. Se pravi, vmes med 10 pa 20 let, vmes bojo dipsi, ampak generalno bo pa na višji stopni človek z vidika blaginje. Zdaj, kaj je ta višja stopnja, ne? Vprašaš ga od 1 do 10, koliko si zadovoljen s svojim lifeom. A bo manj depresije, klinično, karkoli statistike, če verjamemo, kjer je statistiki, ker mislim, da je depresija v porastu. A bo manj ali bo več? Jaz mislim, da bo isto. Isto bo. Samo transformirali, problemi bojo drugačni. A veš, zdaj smo se pogovarjali 10 let, a isto spolni ljudje lahko vzgajajo otroke, ne? Pa se bomo pogovarjali, a lahko 2 robota vzgajata otroka, pa bo tam nek referendum. Sem res je. A veš, mislim tako, isto bo. Jaz mislim, da, tako bom rekel, moj odgovor je enako bo. Pač, samo problemi dobe čez 20 let bojo drugačni in spet eni ljudje bojo ful optimistično videli prihodnost, eni bojo pesimistično, ampak generalno, če boš vprašal ljudi, bojo pa rezultati zadovoljstva isti, kot so danes. Ok, Simon? Jaz mislim, da bo tako fizično kot psihično ali karkoli bo blaginja celokupno manjša, ampak hkrati bo pa AI pa bo pozitivna sila pri tem. To pomeni, da pač je preveč drugih sil, ki bojo se skupaj naredile slabi kot je zdaj, ampak AI bo pa nekaj, kar bo pač vsaj do neke mere držal nazaj še večji zdrs, kot bi bil sicer. Kaj to misliš, Simon, fizično? Misliš, materialno bo blaginja manjša? Pač, ne vem, misliš, ja, pač v fizičnem smislu ne vem, koliko je narava uničena, koliko je naše življenje nezdravo, koliko je pa, vse te stvari, tudi ne vem, koliko je neke ekonomske neenakosti, koliko je recimo socialne mobilnosti, bolj ali manj pač vse te, mislim, zdaj, fizično je pač v smislu 100 000, recimo, kar ekonomisti bi celokupno gledali to kot blaginja, pa pač ima še ta del, kar je pa recimo tvoje neko interno duhovno življenje, ko se mi zdi, da pač to je bila zelo na mestu distinkcija, ko ste jo uvedli, ampak nažalost se mi zdi, da pač v obojnem bo. Tle se pa ful strinjam s tabo, Jaša, da je pač, ja, že zdaj imamo neko zelo resno krizo vrednot in nekega krizo pomena in ta se bo samo še poglabljala, po mojem, da tukaj ne vidim neke dobre poti ven ali pa luči na koncu tunela še vsaj nekaj časa. Dobro, to je neka bistveno širša debata, ampak pač tako fundamentalno moja teza je, da je religija dobra zato, ker večina ljudi ne zmore dobro živeti sami sabo. In ker smo pač zdaj smo jo tako ali drugače, pač kot smo jo do neke mere smo religijo odstranili, pa tudi tisto, kar je nismo, je postala samo neka pač taka popolnoma votla, iznakažena slika tega, kar je bila včasih in ne opravlja svoje, za večino ljudi ne opravlja svoje fundamentalne vloge in to je nekaj, kar šele za zdaj počasi začenjamo videti učinke in to pač pričakujem, da bo eksponentno ta kriza naraščala v prihajajočih, 10-20 letih in tukaj vse neke drobne malenkosti, čisto upam, da bo AI pomagal tudi to, kar je,
Andrej rekel, ja, pač neki bolj osebni terapeuti ali karkoli, pa tudi to, da mogoče pač ne vem, ali pa konec koncev ljudi tudi samo to, da ne bojo več toliko osamljeni ali pa pač neke nove načine povezovanja. Tukaj vidim, da se lahko razne zanimive stvari dogajajo, ampak celokupno to bojo pač neke manjše zavore, ampak niti slučajno ne dovolj, da bi se pač ustavili, preokrnili celokupen trend. Jaz mislim, Simon, po današnji debati prvi se s tabo pogovarjam, mislim, da bi lahko ustanovila politično stranko, se bi kar strinjala s stvarmi. Malo se hecam, ampak lepo si povedal, se strinjam. Boris, ti boš verjetno ful pesimističen. Ja, ne, jaz bi mogoče tako dve stvari rekel. Dostakrat, ko se pogovarjamo o prihodnosti, pa ne vem zakaj ljudje to delamo. Tako, kada imamo pred sabo en scenarij in pol probamo ugant, kakšen bo. Pač po moje, edin smiselen pogled za naprej je, da razmišljamo o različnih potencialnih poteh. Ne vemo točno, po kjeri bomo šli, ampak je fajn, da imamo vsaj par jih pred sabo. In pač ja, jaz mislim, da sicer na srečo po moje vse manj verjetna da bomo šli po poti nekega deakceleracionizma, nekega, bom rekel, omejevanja, samoomejevanja človeške volje in pač poti za realizacijo te volje. Pač to mislim, da je kar črn scenarij, zato ker mislim, da vsem z uporabo te tehnologije, če bomo šli po tej poti, bomo po moje zamrznili razvoj za večno, lahko potencialno. Ali pa dovolj dolg, da se bo zdel kot večnost. Več verjetnosti pa polagam na to, da bo blaginja drastično večja. In to mislim, da in fizična, bom rekel, taka, materialna in psihična. Tako, mislim, da smo res na pragu enega svetlega obdobja. Po moje je tudi ta efekt mal, dostakrat ljudje ful precenjujemo, kaj se bo zgodilo v roku enega leta, pa ful podcenjujemo, kaj se bo zgodilo v 10 letih. Tako, jaz mislim, da v 10 letih bo res svet precej drugačen. Večino mislim, da v pozitivni smeri. Tako. In evo, jaz mogoče bi tudi mogel politično stranko ustanoviti, oziroma zdaj vidim, da se počasi to gibanje... Sklemnom, prijatelj, sklemnom. Ja. Jaz mislim, da Andrej je vmes, on je isto, Klemen tista ena stvar, Simon jaz je druga stvar. Ja. Mislim, da počasi tudi v Evropi vidim, da tu pa tam se najdejo kakšni posamezniki, ki začnejo govoriti o tem gibanju IEC, torej akceleracionizmu. Mislim, da trenutno Evropa glede vseh teh stvari tam, da res rab to gibanje. Tako res ga krvavo ga rabi. Tako da ja. Ja, super. Hvala vam za še eno tako res dinamično epizodo. Ful sem užival, vedno ful uživam. Hvala, ker ste si vzeli čas, vsak izmed vas. Zdajle bova pa, jaz pa Andrej bova Copilot računalnik reviewala. Se pravi, po temu bo najin v bistvu review tukaj. Tako da, to je to. Mi pa se vidimo čez en mesec. Tako da, lepo se mejte. Ok, čau. Živijo, čau. Kaj si mi prinesel? Prinesel sem ti en prenosnik, Microsoft Surface Laptop Copilot Plus. To je v bistvu zdaj imava med prvimi v Sloveniji tole na voljo, da odpreva. Ja. Kontaktiral naj je Harvey Norman. So rekli, da bodo plačali okoli 70 štipendij za otroke iz finančno ogroženih družin. In dal nam bojo ta laptop in v zameno mi dva zdaj snemava ta video. Tako. Ki je, ponovadi se v tujini se reče hands-on ali pa first impression ali kako bi rekel, unboxing. Ja, nek prvi vtisi in pregled tehničnih specifikacij, kaj naprava omogoča in tako naprej. Ja, v bistvu fora je, da bova midva to odprla, morava povedati, da nisva tega uporabljala še. Ja. Je pa to nama bilo zanimivo, zato ker to so v bistvu prve naprave od Microsofta, ki imajo integriran Copilot. Se pravi, imajo eno tipko za AI
In Copilot z GPT-jem je direktno integriran v software. Tako. Tako da sva mislila, da bi malo spontano to najprej odprla. Se pravi, ta prvi del je unboxing. Ja. In jaz sem odprl par računalnikov v Life, ponovadi so bili Appleovi. Tole se mi zdi ful podoben. Tako, Zelo minimalistično zgleda. ja. Samo logotip Microsofta in tukaj na strani piše Microsoft Surface laptop. Imeli bomo nagradno igro na TikToku, Pa na Instagramu. pa na Instagramu in nekdo ga bo dobil, ja, in bo lahko se z njim pripravljal v novem šolskem letu, dajmo reči. Ja, hodo. Ok, neče, odpreva. Dajva. Ti si to že... Ja, tole je bilo že, da ne bomo zdaj tukaj tega rezali. Okay. Ja, v bistvu klasično pakiranje. Čakaj, bom jaz zdaj tole ven vzel. Ok, pošla ti. Ja, ful je majhen. Pa ful, tako res gleda kot MacBook. Ja. A? Ja, lep je. Čakaj, dajmo še tole stran. Pa v škatli pride še polnilc. Tale To brik. ima nek svoj polnilc za prklop. Ja, tole. Pa res, ja. No, če veš, kako se temu reče. Mislim, da oni prav temu rečejo Surface Charger ali nekaj tazga. Všeč mi je, ker je takole na magnetek, da lepo paše noter. Pa še tale plug pol za elektriko. In to je to, kar je v škatli. Tako da škatlo damo lahko zdaj stran. Ja, pa tale navodila pa verjetno garancija. Ok. Simple. Včasih je bilo to ful bolj kompleksno, ker si kupil kakšno stvar. Sem videl, da na škatli piše, da so škatle razgradljive in da Microsoft ful daje na environment, kar si predstavljam, da te velike korporacije morajo zdaj delati, tako da se da zgleda to reciklirati. Pa aluminij, ne? Ja, Isto, kot na Macu. čakaj, da vidim. Ja, zgleda ful lepo narejen. Ja, zaenkrat mi je ful všečno, tako, kako zgleda, pa v bistvu ta bolj oster dizajn je, se mi zdi, kot pri Macu. Mac je malo bolj zaobljen, tole ima pa kar ostre robove. 4 priključki, 2 USB-C, en USB, verjetno 3.0, pa audio jack. Čekaj, kaj je USB 0? Ja, navaden USB port imaš še, a ne? Pa za slušalke. Na drugi strani je pa tale charger. Nič, odpreva. Komp. Aha, še tale zaščitna zadeva. Čekaj, se je to takoj prižgal? Ja, mislim, da ja. Jaz nisem nič pritisnil. Veš, kaj sem te hotel še vprašati? Kaj so neke karakteristike prenosnikov, ki so tebi pomembne? Jaz v bistvu, ker sem začel delati remotely, pa ker sem začel potovati po svetu, mi je bilo nekako ful pomembno, da je stvar lahka, pa da ful baterija zdrži. Okay. In pol je Apple je pač šel v to smer teh čipov, integracije tega in baterija je tako res amazing. In kaj je fora pri temu laptopu, a ne še enkrat, nisem ga uporabljal, ampak gledal sem predstavitev od Microsofta, ta baterija baje zdrži 20 ur neprekinjenega video predvajanja. Ne? Yeah. Se pravi, to je verjetno lokalni video, ki se predvaja 20 ur neprestano. To je kar amazing. Ne? To pomeni, da ti, kad delaš, pa si povezan na internet, sigurno cel dan, cel delovnik oddelaš brez problema. Ja. Tako da to je ful, sploh za tako malo napravo. Ne? To je
v bistvu precej manjši laptop od mojega MacBook Proja 16-inčnega, ki ima tudi več placa za baterijo. Tako da baterija mi je ful pomembna, zaslon mi je ful pomemben zaradi dizajna. Pa tudi tako fajn mi je, da res ne vidim teh pikslov. Pa hitrost. Ja. Ja, ne, tako da v bistvu, da se naprava tebi omakne in da ti, ko želiš eno akcijo narediti, da se to izvede. Ja, ja. Ker včasih, ko sem imel računalnike, ko sem bil mlajši, v bistvu sem kliknil neko mapo in pa sem imel eno peščeno uro in sem čakal, da se mapa odpre. Ja, ja, ja. To je danes tako nepredstavljivo, instantno je. Ja. Tako da to mi je ful pomembno. Jaz bi sam še eno stvar dodal, ki pride zelo do izraza, ko prideš ali pa imaš možnost uporabljati nek slabši ali pa cenejši prenosnik, je lih ta trackpad. Če uporabljaš prenosnik tako, da ga imaš recimo v naročju, da nimaš miške fizične, ločene, naredi vsaj v mojih očeh to ful veliko razliko v sami kvaliteti uporabniške izkušnje z računalnikom. Ja, ker ti v bistvu preko tega trackpada delaš vse akcije in to mi je bilo tudi ful zanimivo pri tebi, ko sem začel s tabo delati, ko sem videl, da ti sam to uporabljaš. A ne? Sploh za dizajn, tako se mi je zdel noro. Ja, crazy. Jaz se tudi na čipe ne spoznam toliko, ampak tale računalnik ima en čist nov čip noter, Snapdragon X Elite. In zanimivo je, da je po nekih benchmarkih, jaz sem 2 testa gledal, da je čist primerljiv z M3 čipom od Apple, kar je kar impresiv, ker to so ful zmogljivi čipi za, ne vem, renderiranje videa, za igranje igrc, tako, res. In dejansko so jih ujeli, in posebnost tega čipa, kot sva rekla za baterijo, je, da je ful varčen. Energetsko učinkovit. Ja. Zelo, ja. Tako da v bistvu gremo res v eno tako ero, ko smo odklenili ful procesorske moči, pa varčni so te čipi, tako da so perfekt za take mehne laptope. Ja. Tudi, da imaš lahko tak mehen laptop, ki ne stane toliko, v bistvu lahko pa delaš ful amazing stvari. Jaz vidim, da je ful velika razlika v performancu, zmogljivosti med 8 pa 16 giga rama. Ja, tam ima 16. Ja. Se mi zdi danes, da 8 je že mal premal, zato ker zelo veliko stvari mi danes delamo v browserju, se pravi v brskalniku. A veš, imaš, ne vem, Google Drive, YouTube. Nad različnih, tako različne platforme uporabljaš, ne vem, Figma je spletna aplikacija, kjer noter pač ti v browserju to delaš. In veliko dela dejansko se izvaja v brskalniku. Res je, ja. In brskalniki so zelo potratni glede uporabe pomnilnika, se pravi rama. Tako da jaz bi zelo priporočil vsem, ki danes iščejo prenosnik, da probajo pogledati za modeli, ki imajo 16 giga rama. Ja, kar je pa še posebnost te baterije, je, da ker ima noter integriran ta Copilot, oziroma AI, se čez čas računalnik nauči tvoje patterne oziroma tvoje neke vzorce uporabe in optimizira svoje delovanje. Se pravi, ve, da ob nekih urah, tako si predstavljam, ne uporabljaš ali pa kako uporabljaš in on prilagaja procesorju, koliko daje energije. Tako da s časoma je baterija pol še boljš dela, ker je prilagojen tepane. In to je ta AI, ki je integriran v tem računalniku dela. So pa tudi govorili veliko varnosti, se pravi, se mi zdi, da ima ta konotacija AI-ja doskrat te privacy probleme lahko v glavah ljudi, se pravi, kam se bojo zdaj moji podatki pošiljali,
In zato je tudi tisti čip noter integriran, da se večina teh delovanja AI-ja izvaja kar na napravi. Se pravi, se ne pošiljajo neki zaupni podatki ven. Razen, ko uporabljaš pač Copilot, ko uporabljaš ta GPT, to pa se more ven poslati, kar si ti napisal, v ta prompt. Tudi to je glede varnosti. Kakor sva prej omenila, ena najbolj takih zanimivih novih stvari tega laptopa je ta tipka Copilot. To lahko rečeva, da je nek tak gumb za umetno inteligenco. In v bistvu, ko pritisneš ta gumb, se aktivira ta funkcija Copilot Plus, ki ti lahko pomaga pri različnih nalogah, kot so, ne vem, pisanje, raziskovanje informacij, organiziraš si lahko stvari, tako kot GPT-4. Je pa fora, da imaš tukaj zastonj to, a veš, vključen. Tako da, če imaš ta računalnik, imaš ta Copilot na voljo zastonj, poganja ga GPT-4, pride pa zdaj v kratkem GPT-4o, to je v bistvu ta najbolj zmogljiv model od OpenAI. Tukaj v bistvu zelo jasno vidiš, v katero smer gre Microsoft, da bo te modele oziroma AI integriral v te svoje naprave tako popolnoma. Tako da ena izmed funkcij tudi, ki se spomnim, da so mi omenili iz hardwarea, je, da ti ta Copilot lahko sproti prevaja ali pa sproti ti lahko dela podnapise na, ne vem, klicih, ki jih imaš, recimo z Microsoft Teamsom ali pa Zoomom. In v bistvu ta Copilot sproti, če se pogovarja z nekim, recimo Kitajcem, bi ti sproti lahko podnapise pisal. Pride pa ful drugih funkcionalnosti še, ki zdaj nimamo informacij, ampak nekako lahko rečemo, da je ta laptop pripravljen za AI. Sploh tudi zaradi tega čipa, ki ga ima noter zintegriranega. Ja. Meni se zdi ful dobro, da je v bistvu to integriran noter, pa da je brezplačno. Ker chat GPT je kaj 200 evrov na mesec. 20 evrov, ja. Tako da to je neka dodana vrednost, ki jo imaš. Sicer ne vem, a si pol kaj omejen, lahko to kar neomejeno uporabljaš, ampak... Mislim, da je neomejeno. Ja, definitivno je to neka ful... V bistvu dodana vrednost, ki jo pač druge naprave nimajo. Če naredim nek povzetek, se pravi integriran Copilot, posebna tipka za to, da lahko ta AI vedno prikličeš, kar ti nekako zboljša produktivnost, lahko temu rečeva. Pol v bistvu ful je poudarek na varnosti, se pravi, da se večina ali pa čim več teh podatkov procesira lokalno. In pa je baterija v bistvu, definitivno. V bistvu, mogoče bi celo rekel, dizajn pa baterija sta me najbolj impresionirala. To, da 20 ur predvaja video, ta računalnik v taki majhni obliki, to je kar specialno. Torej, to je to. Ja, se strinjam. Tudi meni osebno je z oblikovalskega vidika naprava zelo všeč, nimam nekih pripomb, zgleda zelo kompakten, dober narejen prenosnik. Tipkovnica mi je všeč mi je trackpad, tudi zaslon, zdaj, ko pač malo gledam pa browsam po internetu, pa baterija, ja.